In gremo. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Dobro jutro, se. Ok, super. Moje ime je Maja Žižek, sem kvantna hipnoterapevtka in v tem času gostim priznane slovenske strokovnjake, ki vam bodo pomagali dvigniti vibracije. In danes je v moji družbi dr. Miran Krajnc, je psihoterapevt, krizni vodja, ki pomaga ljudem dvigniti vibracije na različne načine, pomaga v njih iskati potencial in ga narediti večjega, izgraditi. Drugače se pa ukvarja z reorganizacijo podjetij. Zdaj pa vidim, da se nam je nekaj ljudi že pridružilo. Dobro jutro, kako ste kaj? Super. In medtem, ko se majčkeno časa še zbirano, bom dovolila tudi Milanu, da vas majčkeno pozdravi. Ja, dobro jutro. Tako, ko praviš, da dvigujem frekvenco ali pa prebujam drugih, si ti danes zjutraj mene prebudila in sem gotovil, da je celo v nedeljo ob 8 zjutraj že sonce. Tako da dobro jutro. Pravzaprav je, to je bilo sicer malo v šali, ampak dejansko je to tisto jutranje prebujanje z soncem je pravzaprav naravni ritem. In če se temu prepustimo, da delamo v skladu z tokom narave, o čem bomo pravzaprav danes govorili, potem se pravzaprav sami po sebi si dvigujemo v frekvenco. Ljudje, ki pa zaspijo v življenju, to so pa tisti, ki potencialni moje stranke, ki jih potem pomagam prebuditi, se pravi, da jih brcnem iz kavča, iz nekega mrtvega mesta. Super. Ok. Zdaj, na začetku bi te rada vprašala nekaj stvari o frekvencah, dimenzijah, vibracijah. Namreč si tudi fizik po osnovni izobrazbi. Kaj lahko tukaj predaš kako sporočilo? Mogoče zdaj, ko že govoriva oziroma se dotikamo teh frekvenc, bi vseeno v osnovi rad povedal, da je večji del tega sveta je sestavljen iz energije, iz nevidnega dela. Namreč tudi midva, če zdaj sedimo na materialnih stvarih, pa so okoli dveh materialne stvari, če bi jih pogledali pod mikroskopom, takim zelo močnim, v osnovi ne bi videli ničesar. Se pravi, med enim in drugim atomom je samo energija. In z tega lahko sklepamo, da smo mi v osnovi energija. Vsaka energija ima neko frekvenco, neko valovno dolžino in vse to je pravzaprav tisto, kar sestavlja nas, neke naše lastnosti, naš materialni svet. In torej, glede na to, da je materialnega sveta samo 1%, predvidevamo, je toliko bolj treba biti, ker smo pač mi, kot ljudje, živimo v tem materialnem svetu, moramo toliko bolj biti osredotočeni na tem. Torej, če sploh želimo delati spremembe v življenju, se moramo najprej zavedati, da smo mi predstavniki ali pa živimo v materialnem svetu. In tukaj moramo najprej v osnovi poskrbeti za sebe. Ne govorim v materialnem smislu toliko financ, pa bom rekel nekega materialnega bogatstva, koliko stabilnosti. Ne vemo, kaj je za nekoga dovolj denarja, kaj je za nekoga manj. Ampak govorimo o tem, da ima vsak človek neko svojo stabilnost. In to vsak za sebe ve. Ljudje smo v bistvu, tako kot sem rekel, dejansko v osnovi iz materialnem svetu, se pravi, da mi moramo najprej poskrbeti za svoje telo. Če hočemo pri sebe spostaviti v materialnem ravnovesju, pomeni, da poskrbimo za svoje telo, kar pomeni, bom rekel, glede na to, da telo neke vrste stroj, ga treba vzdrževati in ga treba hraniti z energijo, pomeni dovolj kvalitetno hrano.
glede na to, da je ogromno strokovnjakov za šport, ogromno strokovnjakov za prehrano, o tem ne bom govoril, ampak zagotovo lahko rečem, da pa ni univerzalnega športa, ki je za vse, ali pa univerzalne hrane, ki je za vse zdrava hrana. Ampak to mora odkrivati vsak sam pri sebi. Zato ne sme nam biti nič sveto. Sveti smo lahko samo sami sebi in potem v bistvu na vsakem koraku ugotavljamo, kaj nam je všeč, pa kaj ni. In če vsak dan spremenimo neko temo, ni treba imeti zaradi tega slabe vesti, ker je nekdo že 20 let na istem. Potem na drugem mestu so naši možgani. Namreč naši možgani so pravzaprav center dogajanja v tem materialnem svetu. Oni pravzaprav diktirajo naš tempo, pa našo frekvenco delovanja. Zato možgani rabijo dovolj sveže krvi in, bom rekel, zdravo kri, zato da lahko normalno funkcionirajo. Potem se oni ne ukvarjajo s tem, kako bojo pravzaprav oni preživeli, ker koliko imajo premalo kisika, bodo naenkrat dali informacijo v telo, zmanjši aktivnost, utrujen si, len si, ne da se ti, samo zaradi tega, ker ne dobijo dovolj kisika. Če pa dobijo vsega tega dovolj, potem pa v bistvu pustijo telo, pa ostale funkcije v bistvu na miru. Hkrati moramo pa možganom dati tudi neke druge aktivnosti, ne samo te svoje aktivnosti, ki počnemo čez dan. Ker možgani so vedno naravnani k reševanju in k zmagi. Možgani morajo na koncu vedno zmagati. In oni bojo iskali, ko jim damo nek problem, bojo vedno našli rešitev v sebi, v dobro. In da to nam kot celoto. Zato je pomembno, da tudi pri možganih spostavimo ravnovesje. Spravi, če cel dan rešujemo neke težave, je potem priporočljivo, da čez dan oziroma zvečer ali pa v drugi polovici dneva jim damo nekaj, kar bodo se z drugim ukvarjali, se pravi, rešujemo križanke, študiramo neko umetnost, imamo mogoče hobi, fotografiranje, karkoli, samo da je nekaj drugega, kar je večinoma časa okupira možgane čez dan. Potem v tretjem delu moramo poskrbeti za naše čustva. To je v bistvu čustveno telo. Čustva niso ljubezen, romantika, umetnost, kar v večini časa mislimo, ampak je v osnovi to zabava. Ljudje se premalo zabavamo. Ampak ne govorim o tem, da moramo iti zdaj se vsako večer nekje s kom zapiti, ne? Ali pa kakorkoli fizično družiti. Zabava je v osnovi to, da to, kar pač počnemo na zabaven način. In tretjo ali pa četrto telo je potem to naša duša. Tukaj pa govorim o tej umiritvi, pogovoru s samim sabo. Nekateri to jemljajo kot molitev, nekateri meditacijo, nekateri pivo po službi. Tistih 15 minut, ko moraš biti sam s sabo. In kolikor v 10 dneh vse te komponente zadovoljimo, če lahko tako temu rečemo, potem pomeni, da smo pri sebi v tem materialnem svetu vzpostavili ravnovesje. In šele od tukaj dalje se potem začne materialen oziroma, ko rečemo, delo na sebi, osebna rast, ker dokler ni ravnovesja, ne moramo govoriti o osebni rasti. Ampak je samo vrtenje v krogu, v nekem začaranem krogu. Eni grejo v ekstremni šport, drugi v ekstremno duhovnost. Skratka, dela na enih komponentah, ki v bistvu ki nam v celoti ne postavi nekega jasnega cilja. No, jaz sem te 4 komponente, po teh 4 stebrih, katerih delam, jih poimenoval dinamični krog, kjer je pač vse to, kar govorim, vključeno in predvsem je pomembno to, da je to enakomerno vključeno, ker na ta način potem lahko tudi zagotovimo nek napredek. Skratka, šele ko vzpostavimo ravnovesje v materialnem svetu, lahko gremo naprej raziskovati v tisti nematerialni del, kjer potem govorimo o frekvencah, o vseh nekih drugih dimenzijah. Super, hvala lepa. Čudovito si to razložil. Zdaj pa poudaril si večkrat, da treba narediti bazo. Zakaj si to poudaril? Kaj opažaš, kaj ljudje delajo drugače?
Ja, v bistvu ljudje zelo hitro, ali pa tako, mogoče smo ljudje, včeraj, ko sem poslušal, predvčerajšnjem te intervjuje, ko si jih imela z drugo kolegico, sem pravzaprav videl, da je govorila o lenobi, ne. In da tisti, ki smo v bistvu po naravi leni, potem hitreje najdemo pot do neke rešitve. Je pač pravzaprav to, da ja, ljudje, ko rečemo, da nekdo dela, kaj to v našem jeziku pomeni? Pomeni, da non-stop se giblje in mogoče pri tem malo premalo razmišlja ali pa razmišlja o nečem drugem, kar v resnici dela. Ker tista slaba vest, ki jo prenesemo z otroštva, da treba nekaj delati, ne. V osnovi pa je to, kar sem pravzaprav razumel, kar je hotela povedati, je to, da ljudje premalo razmislimo o tem, kar pravzaprav počnemo in zakaj kurimo energijo. In pomembno je, da so naše misli in naše aktivnosti usklajene. Boljše razmišljati cel dan, pa narediti eno fizično potezo, kot pa cel dan fizično nekaj delati. V smislu, govorim porabe, pa izkoristka energije. Reč pa je gibanje skozi dan, kot pač telesna aktivnost, zelo priporočljiva. No in to, ko govorim o tej bazi, pravzaprav govorim o tem, da si mi postavimo temelj. Ker v nasprotnem primeru, če gremo preveč raziskovati oziroma se začnemo ukvarjati naprimer z maratonom ali pa nekimi intenzivnimi duhovnimi poglobljenostjo, potem si v bistvu porušimo tisto, na čemer stojimo. In to je ta temelj. Zato govorim ves čas o tem dinamičnem krogu, oziroma kjer je pravzaprav potrebno stati, zato da se lahko premikamo sploh naprej. Ker namreč, predstavljati si krog, vkolikor so vsi deli kroga enakomerno obteženi, potem se ta krog ne bo vrtel in lahko napreduje više po neki spirali ali pa gre v neko določeno smer. Vkolikor posamezni krak ali pa del tega kroga ni enako težak ali pa kakorkoli kot vsi ostali, potem pa se bo vrtel. Se pravi, se ves čas krog vrti v isti smeri. In isto je v našem življenju. Zato ves čas govorim o tem temelju, da preden začnemo res razmišljati o neki jasni prihodnosti, kaj je naše poslanstvo, kaj je naš cilj, dajmo najprej si urediti vsakdanje življenje. Ker šele takrat, ko si vzpostavimo ravnovesje, pomeni, da v našem življenju odpade ogromno stvari, ki so na nek način nepomembni. Mi ogromno neke vrste psiholoških smeti nosimo s sabo. V bistvu vse informacije, ki jih imamo s sabo, vse spomine, ki so nepotrebni, temu v psihologiji rečemo psihološke smeti. In ker imamo tega v bistvu veliko v sebi, s tem, ko vzpostavimo ravnovesje, to avtomatsko odpade. In potem pride na površje vsi tisti naši potenciali, cilji, zakaj smo sploh mi tukaj in kam gremo. Mi se ni trebamo ukvarjati s tem ali pa raziskovati, kaj je naše poslanstvo, kaj je naš cilj. Mi vse to nosimo v sebi. Mi samo moramo pustiti, da to zraste. Tako kot zdaj spomladi, ko se večinoma časa, pač koliko je dopuščeno, se stvari sadijo zunaj, ne, bojo do poleti oziroma jeseni zrastle, ampak je treba enostavno pustiti, da zrastajo. Zato, da pa zrastajo, mora pa biti zemlja pripravljena, se pravi očiščena, zorana in skratka pripravljena podlaga. In to ravnovesje, o katerem govorim, se pravi osnova za osebno rast, osnova za odkrivanje samega sebe, za naše poslanstvo, za kjer koraki gremo v življenju naprej, za neko našo prihodnost, je v osnovi prvi korak, bi temu po domače rekli, pospravljanje. Pospravimo najprej po svojem življenju. Super. Jaz sem v enem izmed svojih prejšnjih prispevkov tudi vprašala vprašanje, kaj si ljudje predstavljajo
kako bo življenje na novi dimenziji. Ne? In veliko jih je reklo, da si predstavljajo, da bo tam samo, da bodo lepe stvari, medsebojna pomoč, da bodo našli svoje poslanstvo, da bodo ljudje prijazni. In sem jim rekla, bodite to že zdaj, ne? Odvisno od vas, kje ste zdaj, tam boste čez nekaj časa, ko se naredi prehod. In nekateri so dojeli, nekateri pa čisto ne, tako da sem danes zelo vesela, da še en drug pogled poudari ravno to, da je treba urediti vsakdanje življenje, da smo že danes na visoki vibraciji, ne pa da čakamo, da nekaj izven nas pride in pride s čarobno palčko in začara in mi bomo vse lepo uredili. Hvala, Milan, za to. Dejansko vse je v nas, nič ni zunaj nas. To, kar, če iščemo potrditev zunaj nas, pomeni, da iščemo potrditev ali pa neki negativni del, ki pravzaprav hrani te smeti v nas. Več o tem bomo jutri govorili. No? Na to, da se bomo 3 dni sred noči družili. Ja, današnja tema je spoznati samega sebe. Izvoli. Tako kot sem že pravzaprav zdaj omenil ta dinamični krog, je pravzaprav s tem, ko začnemo mi ugotavljati, katere so te telesne aktivnosti, ki nam odgovarjajo za to, da imamo telo več čas v gibanju. Katera hrana je tista, ki je nam všeč. Se pravi, telo mora dobiti vse sestavine, ki jih pač potrebujemo, in hkrati dobro nam mora biti. Vkolikor jemo hrano, ki nam ni dobra, pomeni, da neke vrste delamo nasilje nad sabo. Ali pa če se ukvarjamo s športom, ker vidimo, da nekdo teče, ne, pa moramo tudi mi teči, delamo v osnovi nasilje nad samim sabo. Za nekoga je dovolj, da gre, 2-krat na teden plesati ali pa vsako jutro na sprehod, nekdo pa rabi tek vsak dan, ker to njegov stroj to potrebuje. Torej, vsak ima nek svoj zapis. In s tem, ko mi se v bistvu začnemo fokusirati, kaj je nam všeč. Torej, pomembno je vprašanje, kaj je nam všeč, je pravzaprav to, da mi na ta način začnemo raziskovati samega sebe, spoznavati sebe. Pri tem je najbolj pomembno to, da nimamo slabe vesti. Da začnemo začeti tisto, kar živeti in delati to, kar čutimo. Isto je pri intelektualnih, se pravi pri zadovoljevanju naših možganov. Možgani, se pravi, ne sme nam biti nerodno, če igramo videoigrice, ali pa če rešujemo križanke, ali pa beremo neko leposlovno ali pa zgodovinske romane. Na drugi strani nas ne sme biti sram, če hodimo v cerkev ali pa če hodimo v kakršnokoli, bom rekel, inštitucijo, kjer imamo občutek nekega miru. Spravi, ničesar v življenju ne smemo obtoževati. Slab občutek, slabo vest, nelagodje čutimo šele v bistvu samo zaradi tega, ker tudi mi neke druge stvari obtožujemo. In pomembno je tu ravno ta spoznavanje te svoje okolice, ne? In tu bi dal mogoče eno tako nalogo do jutri, vsem ostalim, ki danes poslušajo, kako pravzaprav najlažje spoznati svojo okolico. Tako da v bistvu pogledamo, kaj nas okoli nas moti. Jaz tu večinoma časa svetujem, da si mogoče nekdo zbere nekih 5 oseb, ki so mu čustveno blizu, ampak čustveno blizu ne pomeni to, da mi z nekom živimo, ali pa so to naši otroci. Ker največkrat se zgodi, da mi do svojih najbližjih, se pravi, kot so starši, partnerji, otrok, sploh nič ne čutimo. Iskamo jemljemo kot številke, ali pa zato, ker pač morajo biti. Velikokrat bolj čutimo nekaj do nekoga drugega. In zato, ko zbiramo teh 5 oseb, se moramo na njih dejansko fokusirati. Spravi, ko si prikličemo osebo, nek dogodek z neko osebo ali pa karkoli in se pri tem zbudi v nas neko čustvo, tudi če je zelo daleč, je to v bistvu tista oseba, do katere nekaj čutimo. Ampak to nič ni narobe, da imamo za spet slabo vest. Ne?
da ne čutimo do moža ali pa do partnerja, ne, do neke daljne osebe pa čutimo nekaj. To pomeni, da je tista oseba v nas nekaj vzbudila, nič ni narobe s to osebo, ne, ampak samo v nas je nekaj, na podlagi česa moramo to vzbuditi. No in ko zberemo teh 5 oseb, ki so v nas nekaj vzbudile, ampak ni nujno, da jih je 5, lahko so tudi 2 ali pa 1, se probamo na njih osredotočiti, kaj je tisto, kar nam je pri njih všeč, pa kaj nas moti. In na ta način bomo začeli dobivati sporočila, kaj je pravzaprav tisto, kar je globoko v nas zapisanega. Namreč ljudje okoli nas, v naši bližini so vedno, to zdaj govorim splošno vedno, ne, so v večini primerov naše ogledalo. In tisto, kar nas moti pri drugih, je dejansko nas moti v nas samih. Ker če nas nekaj moti, potem več nismo v tisti bližini. Če pa še vedno ostajamo, pa pomeni, da to v nas in nas to integrira in hočemo pravzaprav na nek način to priti temu do konca. Potem to osebo spreminjamo in ne vem, kakšne nasvete vse dajamo, pa kaj vse organiziramo, v bistvu pa v osnovi dajemo samo hrano tej svoji negativnemu vzorcu ali pa kakorkoli temu rečemo v psihološki bazi. No in ko pravzaprav začnemo te stvari spoznavati, ne, tu jaz v bistvu iz tega tudi izhajam tega učbenik življenja od Martina Kojca, neko je dejal, da je materialni svet odsev naših misli. Že v bistvu pred več kot 100 leti napisal, ne, ampak če bi še šli gledati nazaj, kdo tudi že 3000 leti ali pa še več kaj takega napisal, no, ampak ravno o tem govorimo, ne, da se v bistvu dejansko zrcalijo stvari, ki so v nas, okoli nas. In zato je pomembno, da smo skoncentrirani na tisto, kar nas moti. Spravi, kadarkoli začnemo o nekaj govoriti, ali pa, kot temu rečemo, ga obrekovati, se moramo v tistem trenutku zavedati, da je to naša lastnost. Prekiniti, govoriti o tem na glas in se osredotočiti v sebe, odkot to prihaja. Ali imamo iz kako izkušnjo, iz našega otroštva ali karkoli, skratka poglobiti se v to razmišljanje. In ko začnemo razmišljati o stvareh, ki nas motijo pri drugih in jih refleksiramo na sebe, v bistvu gremo na eno zelo, zelo dolgo in zanimivo potovanje. To je pa jama, v bistvu dobesedno brez dna. In tako začnemo v bistvu odkrivati samega sebe in na ta način, ko bodo nekateri začeli še bolj odkrivati samega sebe, nas naenkrat več ne zanima ta zunanji svet. Zato, ker ko mi rečemo, da nam pa gre vse nekaj narobe, da smo žrtev sistema, da smo, ne vem, česa, ne, je v osnovi to, ker mi to rabimo. Rabimo enostavno to hrano, če lahko temu tako rečemo. Ko se pa izoliramo, spravi smo fokusirani v sebe, potem pa mi ne rabimo več zunanjih impulzov. In delamo samo to, kar čutimo. In tako naenkrat ni več negativnih ljudi okoli nas, ni več negativnih izkušenj, ampak naenkrat damo prostor, da začne ta naš potencial živeti. Spravi isto, če želimo, da ena, bom rekel, roža zraste ali pa ena rastlina, jo moramo najprej v začetku nuditi zavetje, dokler nima dovolj močnih korenin. Enako je z našimi potenciali. Mi se rodimo s potenciali, ki nimajo trdnih korenin v nas, ampak ki šele dobivajo skozi življenje. Ampak zato mora biti ta potencial najprej zaščiten. Zaščiten na ta način, da se ne ukvarjamo z drugim. In tako potem počasi pravzaprav začnemo odkrivati samega sebe in naenkrat nam več drugi svet ni zanimiv. Mi se še ukvarjamo samo s tem, kar je v osnovi nam všeč. No in to je v bistvu pač ena naloga, zato sem rekel, da bomo jutri več govorili o tem, odkot pravzaprav vse te stvari izhajajo, o nekih teh psiholoških smeteh, ki so povezane z energetskimi smetmi, kar neposredno potem vlečemo na sebe, ne? In
je to v bistvu ena taka prva vaja, da odkrijemo, kaj nas moti v naši okolici. Hkrati pa stvari, ki nas pa ne motijo, na katere smo ponosni ali pa so nam všeč pri drugih, so pa v bistvu tudi naše pozitivne lastnosti in jih jemljemo kot neko samo motivacijo. To je v nas, to je dobro. In mi, če v bistvu kjerkoli potrebujemo pohvalo, jo lahko samo dobimo sami od sebe. Vkolikor iščemo pohvalo pa potrditev nekje drugje, potem pač to ni zdravo. Tako. Tu sem zdaj dobila navdih, da delim eno osebno izkušnjo, kot sva se z Milanom spoznala pred nekaj leti, mi je on rekel rešilne besede za tisto moje obdobje in je bil samo en stavek. In sicer mi je rekel, Maja, moraš biti ravno takšna, kot si. Si drugačna, sprejmi se enostavno. In zato, ker je to prišlo iz besednega strokovnjaka, sem jaz, ker sem živela nekdaj še na ta način, da nisem verjela ravno v take stvari, ki jih zdaj sama delam. Mi je eno mnenje res nekoga s težo res rešil in spremenil življenje za 180 stopinj. Tako da Milan je točno videl, s čim se ubadam v svojem življenju in od takrat je šlo moje življenje samo še navzgor. Tako da hvala, Milan. Prosim. No in pač tako, kot imaš ti neko pozitivno izkušnjo, pa ne govorim z mano, ampak samo s tem, da si sama sebe poslušala, je to pravzaprav tisti vzor, po katerem v bistvu moramo živeti. Ker naše osnovno poslanstvo, ko mi rečemo, jaz pa sem na zemljo bil poslan zaradi tega, da drugim pomagam. Ni res. To je samo izkoriščanje tega, da dobimo pozornost od drugih. Mi v osnovi moramo, če smo že bili z nekim namenom poslani na zemljo, smo poslani na zemljo zato, da damo nek pozitivni vzor. Torej, živimo to, kar čutimo. In na ta način bomo mi pravzaprav lahko prenesli pozitivne stvari na druge. Ker to je v bistvu isti koncept kot, v bistvu gre za čist naravni način, prenos po vzoru. Ko se otrok rodi, ne dobi zraven navodil za življenje, ampak dobi kamero, s katero snema okolico. Ampak ne snema fizičnih aktivnosti, ampak občutkov. Kako ljudje živijo, ali živijo to, kar čutijo, ali to, kar ne čutijo. Spravi, vzgaja in razvija se po vzoru. Enako je pri živali. Tudi opazujejo svoje starše oziroma svoje vzornike in ti jim kažejo smer življenja. In to je pomembno. Vse, kar lahko mi temu svetu damo, je samo pozitivni vzor. Super, hvala lepa. Okay, kaj bi jim še danes te moje skupnosti rad podelil? Kaj za življenje bi jim rad za danes morda razen nalogice? Mogoče še samo to, da naj živijo vsak dan posebej. Namreč čas je neka dimenzija, ki smo si v fiziki izmislili samo zato, da lažje računamo. Da pridemo do nekih opremljivih stvari. V osnovi pa čas ne obstaja, je samo en velik prostor, kjer, ko stvari dozorijo, si jih lahko enostavno vzamemo. Ne da čakamo na nekaj, kot si dejala. In mi se pravzaprav moramo začeti zavedati trenutkov, ne da kar živimo. Zato je to, da zjutraj, ko se zbudimo, se pravzaprav vprašamo pri sebi, kako še želim počutiti konec dneva. In ko je dneva konec, preverimo to informacijo, ali se počutimo tako, kot smo želeli. Vkolikor ne, potem lahko pogledamo skozi dan, kaj se je takega dogajalo, da nam je te občutke zrušilo, pomeni, da začnemo odstranjevati te negativne stvari. Na drugi strani pa zaključimo dan in s tem naredimo začetek in konec. In tako začnemo pri sebi trenirati to, da se nekaj začne in da se nekaj konča.
in ko gremo spat, in če imamo srečo, se jutri ponovno zbudimo in začnemo novi dan. In tako moramo v bistvu celo življenje preživeti v osnovi v enem dnevu. Ja, ok. Imamo srečo iz človeškega vidika, ampak duša pa itak napreduje, kakorkoli to pogledamo. Bomo to jutri. Dobro, ok, najlepša hvala. Hvala čisto vsem, ki ste bili tukaj z nama, za te vse lepe pozdravčke. Če imate kakršnokoli vprašanje, napišite tukaj v komentarju. Pa v bistvu prosila bi še, da ko opravite to nalogico, napišite v komentarju naloga opravljena. Namreč zakaj? Zato, ker bo Milan vsem tistim, ki boste komentirali vse 3 dneve ta izziv, da je naloga opravljena, podaril PDF ene od svojih knjig. Vabim pa vas tudi, da delite ta video v razne skupine, pa v časovnice, tako da vi tudi sami pomagate dvigniti vibracijo drugih ljudi. Tistim, ki jim je namenjeno, bodo prišli do tega videa. Tako da najlepša hvala, Milan, hvala tudi tebi, pa se vidimo. Hvala, lep sončen dan. Ja, adijo.